A smo generacija za življenje? Smo. Naša družba izgublja prave vrednote, naš svet se pogreza v brezno sramote, a mi pa nič ne storimo. Še vidno se tiho držimo ob strani, postajamo vidno bolj mlačni kristjani. Zakaj se markoga bojimo? Stopimo iz tišine, iz duhovne bide, sveti duh naj vodi naše misli in besede. Letos ima Pohod za življenje posebno geslo. Kaj sporočate z njim? Ja, res nekako mislim, da moramo iti čisto v osnove, ne? Da vsak nerojeni otrok je človek, ker če človečnost vzamemo ljudem, potem lahko res delamo z ljudmi karkoli hočemo. Ne? Če pa ves čas ohranjamo v mislih, da je to človek, da ima dostojanstvo človeka, da ima vrednost, da je živ tako kot jaz in vi, potem je to drugače, je to ta razlika in si želim, da bi res v vseh teh tednih, ko to ponavljamo, prišlo v našo zavest, da so res nerojeni otroci ravno tako ljudje kot vsi drugi. Še ena posebnost je letošnjega pohoda in sicer prihajajo tisti, ki so pravzaprav preživeli splav. Ne? Kaj sporočajo pa oni? Meni se zdi to res en edinstven trenutek tu za našo Slovenijo, ker se mi zdi, ko ti enkrat vidiš človeka, da je iz mesa in kosti in ki je bil praktično milimetre stran od tega, da ga ne bi bilo, ti to ne more pustiti hladnega. In jaz si želim, da bi to res potrkali na srca Slovencev, da ne bi več tem ljudem govorili imena, ko so pravica in moja izbira in ne vem kaj, ampak bi rekli, to so enakopravni člani naše družbe. Povejmo, odločno povejmo na glas. Prihodnost sveta je odvisna od nas. Delamo zato, da bo za nas človekovo dostojanstvo, pravica do življenja tista prva in da potem tudi v družbi spreminjamo stvari na bolje. Ja, jaz sem tukaj danes zato, ker si želim sporočiti vsem, ki so kakršnekoli stiske glede življenja, glede splava, da obstaja pomoč, če jo rabijo, zato ker si želimo nuditi pomoč, pa bližino, pa oporo vsem, ki jo potrebujejo, pa sporočiti celemu svetu, da je življenje čudovito in da je vsak otrok vreden, da si ga zaslužiš dobiti. Ne glede na to, koliko je star človek, je človek. In to, da vsak, ki stoji tukaj med nami danes in tisti, ki ne stojijo, so bili enkrat ena celica. Družina je zakon in Slovenija stoji na temu. Se mi zdi res super, da praznujemo življenje, da smo veseli, ker živimo, ker so nam naše mame dale življenje in očetje, ki so nas sprejeli. In je to en čudovit dogodek, da smo tukaj, da praznujemo to, da nas je Bog ustvaril, da smo. Jezus nas kliče, bodimo njegove priče. Premagajmo strah in sprožimo plas, naj ne bo nam vseeno, mok je poraz. Spremljamo pa tudi proti protest, kjer zagovorniki splava skušajo z žvižganjem in skandiranjem ovirati dogajanje na Prešernovem trgu. Njihovo sporočilo pa bi lahko združili v geslo, ki ga skandirajo, torej moje telo, moja izbira, ki pa zanemarja samo dejstvo, da gre v primeru nosečnice za dve telesi dveh različnih oseb. Morda bom malo nekonvencionalen, pa bom rekel, gledajte, če gledamo danes med življenjem in smrtjo, ne gre samo za življenje tukaj, zdaj, ampak gre za večno življenje. In kdor je za življenje na tem svetu, je tudi za večno življenje. Vsi bomo nekoč sojeni in sodil nas bo Gospod, sodil nas bo Bog in moramo se tega zavedati, da nekdo, ki želi uničiti življenje, tvega, da konča v težki preizkušnji, kot pravi Sveto pismo,
v ognju in žveplu. Življenje je zares nekaj posebnega. Sem z eno gospo govorila, ki je 5-krat naredila splav, sem rekla, se ti zavedaš, kako je to narobe in kako to ni v redu. Je rekla ona, to je samo ena kupček krvi. Sem rekla, ne, to so otroci, če bi bila jaz splavljena, ne bi bilo mojih 2 hčera in 6 vnukov in od vnukov otroci in od otrok otroci in to je cele generacije. Jezus nas kliče, bodimo njegove priče. Premagajmo strah in sprožimo plas, naj ne bo nam vseeno, mok je poraz. Običajno se predstavim kot mama 9 otrok, čeprav sta 2 od teh že v nebesih, se večkrat spomnimo v molitvi in sta dejansko člana naše družine. Moja prejšnja nosečnost se je končala v 16. tednu. Ni bila prekinjena, ampak se je končala s smrtjo najinega otroka. Ker ni bilo več utripa, sem porodila punčko za dlan veliko, Magdaleno. Njeno telesce je že imelo rokice, nogice, glavico, usta, oči. Drugače imajo pri 16 tednih otroci že sesajo palec, jih že kolca, jim že poganjajo laski in že slišijo mamin glas v trebuščku. Kdo vendar lahko odloči o tem, da dete, ki ga nosim pod srcem, ni moj otrok? Evo, danes je tudi moj mož tukaj. Sva Aleksandar in Nevenka. Pričevala bom v njegovem imenu. Ko sva bila na obisku pri pokojni sestri v Beogradu, mu je povedala, da je mama delala splav, ko je zanosila z njim. Mama je mislila, da ga je splavila, a on je preživel, čeprav se ni dobro razvijal, ga je mama rodila v 6. mesecu. Bil je v inkubatorju in ima posledice slepote in nima dobre motorike. Čeprav se ga je hotela mama znebiti, ga je sprejela in ga ni zavrgla. Ko mu je mama umrla, se je znajdel sam in se je boril. Šel je živeti na društvo slepih in slabovidnih. Tam je spoznal mene in je preskočila iskrica in sva poročena že 15 let. Sedaj igra pikado za slepe in hodi na turnirje po Balkanu. Ko sem z njim igrala pikado, me je večkrat zmagal. Bog je želel, da je ostal živ. Hvala Bogu za življenje. Rada ga imam. Z velikim veseljem med nami pozdravljam naše drage prijatelje iz Brazilije, Aleksa, Marka Aurelija in Tonija Demela. Bem-vindos, queridos amigos. Marko, Aurelio in Aleks sta osebi s posebnimi potrebami. Po človeški odločitvi se ne bi smela roditi, vendar sta se rodila in sta danes v Braziliji, Sloveniji in celemu svetu priča, da so nerojeni otroci, ki jim je namenjena smrt, čisto pravi ljudje, tako kot smo mi. Z veliko željo, da bi živeli in z neizmernim veseljem in življenjskim optimizmom. Tonijo pa je njihov oče posvojitelj. Tonijo je posvojil že 47 otrok s posebnimi potrebami. Bravo! Ravno tretji je en majhen dojenček še. Mnoge med njimi, ki so tako kot Aleks in Marko Aurelio, so pa tudi, jih je več, okrog 30, ki pa so preživeli splav. Dragi Tonio, vabim te k besedi. Evo, querido Tonio, agora pode falar. Bom dia, Eslovênia. Que bom ver tantas pessoas
que gostam da vida. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Dober dan, Slovenija. Kako lepo je biti tukaj z vami, da ki imate radi življenje. Iskrena hvala za vaše pričevanje. Jaz, Aleks, Marko Aurelio in Flavija, ki je naša posvečena sestra, smo vas obiskali, da bi potrdili, kako dobro je sprejeti življenje. Radi bi pozvali vse Slovence, da življenju vedno rečejo da. Skrbimo za 47 otrok, ki sem jih posvojil, ker so bili zavrženi. To jim je povzročilo veliko trpljenja. Mnogi izmed njih so preživeli poskus splava. Toda v naši skupnosti so našli očeta in mamo. Zaznamujejo jih razvojne motnje, toda kljub temu čutijo, da so ljubljeni. Kot je povedal ustanovitelj logoterapije Viktor Frankl, tudi če telo zboli, je duša lahko zdrava. Duša mojih otrok ni bolna in oni z vsem srcem živijo svoj sedanji trenutek. Eu pergunto aos eslovenos, vocês gostam de viver? Rad vas bi vprašal, a vi radi živite? Vocês gostam de viver? Jaz tudi, moji otroci, naši otroci tudi. Eu gosto muito e os meus filhos também gostam de viver. Evo, poglejte jih, kako so veseli. Ti moji posvojeni otroci so s svojim veseljem navdihnili že številne nosečnice, ki so nameravale opraviti splav. Ko so videli njihove veselje do življenja, so se premislile in otročke obdržale. Prišli smo k vam s tem našim pričevanjem, z našim veseljem, da bi sporočili, da vsak spočeti otrok, ki je pod materinem srcem, želi živeti. Eslovenos, vamos dizer sim à vida? Slovenci, bomo rekli da življenju. Potem pomagajte vsem mamicam, ki so v težavah. One potrebujejo našo pomoč in ljubezen. Que Deus vos abençoe e obrigado por acolher aqui na Eslovênia a nossa família Jesus Menino. Naj vas Bog blagoslovi in hvala, ker ste nas sprejeli tukaj v Sloveniji, našo skupnost, našo družino Jezusa otroka. Hvala vam. Muito obrigado por tudo. Hvala vam. Zdaj pa bo naš Aleks Quer dar uma palavra a Marco Aurelio? Quer dar uma palavra? in Marko Aurelio tudi želi nekaj povedati. Marko Aurelio je nem in gluh, ampak rad govori na mikrofon. Mi smo vsi bratje in sestre. Aleks je slep, on je pevec in že je pel na veliko krajev je po svetu pel. Tudi je pel na Združenih narodih. In je prišel tukaj sem, da bo tudi on povedal besedo za življenje. In je res en tak močan dokaz, on je tudi bil, on je bil tudi poskus splava, ampak ne od strani njegove mame, ampak njegovega očeta. In zapel nam bo pa eno pesem, ki jo bom jaz najprej povedala besedilo, da boste bolje razumeli, zakaj se gre prav. Naslov je: Pusti, da se rodim pod tvojim srcem. Dopusti mi, da zaživim pod tvojim srcem, da se tvoje bistre vode potopim. Ne prepoveduj mi, da se rodim. Svobodno se odloča le tisti, ki rojeva življenje. Življenje bo odprlo pot vsakomur, ki ljubiti želi. Moja pravica je, da živim, da svoje edinstveno življenje uresničim. Zato mi ne jemljite pravice, da se rodim. Življenje bo odprlo pot vsakemur, ki ljubiti želi. Evo, Aleks, tu veš. Deixa eu nascer no teu ventre, deixa eu mergulhar nestas águas cristalinas, não me proíbe de chegar. Quem dá livre-arbítrio é o quem gera.
A vida se dispõe pra quem quer amar. A vida se dispõe pra quem quer amar. Nascer é meu direito de viver. Ninguém pode roubar a vida que é única. Ninguém pode impedir o meu direito de nascer. A vida se dispõe pra quem quer amar. A vida se dispõe pra quem quer amar. Nascer é meu direito de viver. Ninguém pode roubar a vida que é única. Ninguém pode impedir o meu direito de nascer. A vida se dispõe pra quem quer amar. A vida se dispõe pra quem quer amar. Eslovênia, bom dia! Živijo Slovenija! Obrigada! Bravo, Alex! Alex je napisal glasbo za to pesem, njegov prijatelj, ki je pa tudi slep, pa je napisal besedilo. Dragi prijatelji iz Brazilije, najlepša hvala, da ste v Slovenijo prinesli veselje, da ste že cel teden kazali na različnih koncih Slovenije, kakšno ljubezen živite v vaši skupnosti, v vaši družini. In jaz mislim, da ste res pustili pečat in sem hvaležna Bogu, da ste prišli. In evo, še kdaj, a te prosima, muito obrigada! Hvala za Nuno in za Urško Soares. Oni so nas sprejeli sem. In cerkvi, in vsi medije, ki so nas sprejeli. Čutim vas, Slovenija, zelo blizu nas. S tem veselja. Hvala vse! Se vidimo! Imam pa za vas zdaj še eno prošnjo. Če kdo od vas pozna koga, ali pa mogoče veste, če je kdo preživel splav in bi rad našel ljudi, ki ga bodo lahko razumeli, lahko se kontaktirate nas ali pa mogoče Zavod Živim in vas bomo povezali z ljudmi. Sedaj pa imam še to lepo nalogo, da povabim k mikrofonu gospo Aleksijo Lopez in Darinko Bak, da nam zapojeta čudovito pesem, ki je nastala letos v pripravah na pohod za življenje v Kopru. Naslov pesmi je Jaz bom vedno ljubil te. Čutim vse poljube, družine, ki ne bom je imel, slišim smeh vnukov, ki nikoli ne bom jih objel. Nagrade, spomine na šolo, ki nisem začel, rane na koleni, ki nikoli ne bom jih imel. Zaterisal bi risbe, tisoč stvari povedal bi ti. Nejoči mama
Veš, jaz bom vedno ljubil te. Ko prišla boš nebesa, takoj bo stekal k tebi in te zagril s poljubi, ki ti nisem mogel dati. In ko se srečala bova, videla boš moje oči, iste barve, kakor tvoje. Veš, kako sem podoben ti. Zamiri, zamiri, izved, tisoč stvari povedal bi ti. Nejoči mama več, vse opuščeno je, tu je tako lepo, od tu bom vedno angel tvoj. Nejoči mama več, te suze tako grenke so, zakaj bi jaz sodil te, če pa ljubim te. Veš, jaz bom vedno ljubil te. Veš, jaz bom vedno ljubil te. Hvala lepa. Z velikim veseljem vam naznajem in pozdravljam gospo Katarino Nzobandora, ustanoviteljico Zavoda Živim, ter gospo Darjo Pečnik, direktorico Zavoda Živim. En aplavz! Na Zavodu Živim stojimo ob strani ženskam v stiski, ki jih doživljajo ob nosečnosti ali po splavu. Nudimo jim pogovore, terapije, duhovne vaje po izgubi otroka in materialno pomoč preko programa Preživim in dobrodelne trgovine Skupno dobro. Stiska in trpljenje po splavu sta nepredstavljiva. Ženske največkrat s temi svojimi občutji ostanejo povsem same, izolirane od sveta. Zato bi jim radi na Zavodu Živim sporočili: niste same, ne obsojamo vas, ampak vas sprejemamo s sočutjem in empatijo. Jaz sem zdaj ravno kar malo ganjena, ker tik preden sem prišla sem, se je tamle na stojnici oglasila ena mamica, ki je povedala, da je poklicala k nam, ko je bila v stiski in je sabo imela tega dojenčka. Želela sem vam pa povedati še eno zgodbo mamice, ki je pred časom poklicala, ko je zanosila strojčki. V Sloveniji, ko se zanosi strojčki ali četvorčki, staršem predlagajo redukcijski splav. To pomeni, da enega ali dva otroka splavijo, zato da bi preostali imeli večjo možnost preživetja. Tudi tej mamici so to predlagali, naj splavi enega ali dva otroka. Koga naj bi izbrala? Klicala me je v stiski, kaj naj naredi. In jaz si nisem lagala, povedala sem ji resnico. Povedala sem ji, da poznam družino, ki je imela trojčke in so zaradi prezgodnega poroda vse tri izgubili. In poznam družino, ki je imela trojčke in so se vsi trije živi rodili. Rekla sem, ne vem, kaj bo, ne morem vam zagotoviti, da bo vse v redu. Vem pa, da je vsak otrok dar. Vem, da nihče ni napaka. Vem, da je vsak tukaj z razlogom. Potem sva se poslovili in čez nekaj dni mi je sporočila, da sta se z možem odločila, da bosta dala otrokom priložnost. Skozi nosečnost smo trepetali z njo vsak mesec, hkrati pa vsak mesec večje olajšanje.
in ob koncu nosečnosti je rodila 3 žive in zdrave otroke. In potem mi je rekla, veste, oni so najini 3 čudeži. Vsi otroci so ljudje, vsi otroci so dar. Najlepša hvala, Katarina. Čakajte, sem še malo nazaj. Hvala, Katarina, in hvala res za to čudovito, ganljivo pričevanje. In tukaj so zbrani vsi iz Zavoda Živim, ki pomagajo ženskam v stiski, so pa tudi med nami tukaj v množici, tudi iz centra Sara, ki podobno poslanstvo opravljajo. In res vas prosim, en lep aplavz zahvale za vse te, ki se trudijo na dnevni bazi, da resnično dajo ženskam izbiro. Med nami pozdravljam sedaj gospo Anico Sečnik, ki je prišla na eno čudovito idejo. Pa naj nam kar sama pove veselo novico. Lepo pozdravljeni. Torej, mnoga leta sem poučevala v šoli in moja tema je bila med drugim tudi tema o ljubezni, o lepih odnosih med spoloma in o spoštovanju življenja. In iz te izkušnje smo skupina staršev, zdravstvenih delavcev, učiteljev in vzgojiteljev prišli na idejo, da spregovorimo preko življenjske zgodbe, kjer se mlad par sooči z nepričakovano nosečnostjo in vprašanjem splava. O tem bomo spregovorili preko filma. Film bo samo 30-minutni in bo iz tega razloga primeren za učitelje, vzgojitelje, zdravstvene delavce. In ta film naj bi mlado generacijo nagovoril k zdravim odnosom med spoloma in zrelemu iskanju poti ob nepričakovani nosečnosti. Splav je namreč le navidezna rešitev. Zgodba bo vlila mladini zaupanje v ljudi, ki so jim pripravljeni prisluhniti in pomagati. Film bo brezplačno dostopen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladostniki. Po zaključku uradnega programa se je približno 3000 udeležencev Pohoda za življenje podalo še po ulicah Ljubljane in tudi prebivalcem Ljubljane oznanilo svoje veselo sporočilo veselja do življenja. Za življenje pričujem, za življenje pričuj tudi ti, vsak na življenje spoštuje, da naš rod obstoji. Za družino pričujem, za družino pričuj tudi ti, oče, mama, bratje, sestre, v njej otrok se rodi. Odkar obstaja zemlja, odkar ustvarjen je ta svet, poraja čudež vse življenja, tudi jaz sem njegov projekt. Za življenje pričujem, za življenje pričuj tudi ti, vsak naj življenje spoštuje, da naš rod obstoji. Za družino pričujem, za družino pričuj tudi ti, oče, mama, bratje, sestre, v njej otrok se rodi. Življenje nosi